Drage ljubitelice in ljubitelji nogometa, še posebej rumene družine, pozdravljeni. Pred nami je četrta oddaja skozi rumena očala. Priznam, veliko lažje je pripravljati oddajo, ko ima tvoje moštvo uspešno obdobje. V takem času se oddaja dela kar sama. Če pridejo porazi in izpad iz pokala, pa je to precej bolj zoprna zadeva. Ves čas imaš občutek, da še ti težiš igralcem ali trenerju, ki že tako ali tako niso najboljše volje. A kaj čmo bi rekli po domače? Vsaj mladinski pogon skrbi za dobro voljo in o tem z veseljem poročamo. V novi rubriki Kaj pravijo znalci je gost Ermin Rakovič, kapetan nogometnega kluba Domžale v času osvajanja naslova državnega prvaka. Seveda bo nekdo od vas zadovoljen, ker vas na koncu oddaje čaka nagradno vprašanje, ki danes prinaša 2 vstopnici za imenitne koncerte v domžalskem klubu Blue Note. Gremo lepo po vrsti. Najprej neprijetne novice. Naša članska ekipa je slab mesec pred koncem prvenstva izgubila vse možnosti, da bi igrala v evropskih pokalih. Zadnje upanje je bilo pokalno tekmovanje in v polfinalu je po prvem polčasu proti Bravu odlično kazalo. Vodstvo z 0-2, dobra igra našega moštva so vlivali optimizem. V drugem polčasu pa totalni preobrat in potop našega moštva. Sam sem bil jezen in žalosten obenem. Kaj pa vi? Verjetno podobno. Zmaga nad Bravom v prvenstvu je le malo ublažila boleč pokalni poraz. Arnel Jakupovič je zadel 2-krat za zmago z 0-2. Arnel je zdaj najboljši strelec Domžal in hkrati 4. strelec lige z 10 zadetki in 5 asistencami. In kako je sam videl obe tekmi s Bravom? Poglejmo. Bilo je teško, kao što smo očekivali. Bila je borba, obe utakmice. Šteta za pokal što nismo rezultat držali i prošli dalje u finale. To nam je juče uspjelo sa isto teška tekma borba, ali dobar rezultat. Penal nesrećno što smo dobili i poslije taj kontru što smo dobili, oni su se povukli, čekali su nas i onda su na kontru nam zabili taj treći gol i ja ne znam kako da opišem to, jednostavno je bilo bolno za sviju. Drago mi je i ponosan sam da sam dostigao 10 golova u prvenstvu i normalno kao špica to mi je zadatak da dadnem što više golova i jednostavno nadam se da će se tako nastaviti i trudit ću se i raditi dalje na tome. Gremo k bolj veselim temam. V novi rubriki Kaj pravijo znalci, v kateri se bomo pogovarjali z bivšimi igralci, ki so na tak ali drugačen način zaznamovali zgodovino nogometnega kluba Domžale. Prvi izbor verjamem, da ne bo presenečenje. Premierno je z nami Ermin Rakovič, kapetan nogometnega kluba Domžale ob osvojitvi naslova državnih prvakov. Povedal nam bo, kakšni so spomini na čase, ko se je v Domžalah slavilo naslov prvaka. Seveda nas je zanimalo, ali še spremlja Domžale in kako vidi delo stroke v vseh kategorijah. Ušel pa ni tudi vprašanjem o tem, kaj trenutno počne in kje se vidi v prihodnosti. V Domžalah mi je bil ponos, ker sem bil prvič kapetan, da sem dobil to funkcijo. Mislim, da sem se dobro odrezal. Imeli smo super trenerja, super vodstvo, strokovni štab in predvsem smo imeli veliko kvalitete v ekipi. Tako da vsi smo imeli neki svoj cilj in smo se tega držali, tako da mislim, da je bilo to ena fantastična zgodba. Pa najbolj mi je ostalo, da smo bili 2-krat državni prvaki, plus to, da smo v Evropi odigrali dosti dobrih tekem z vrhunskimi ekipami. Tako da mogoče še z malo sreče bi lahko še kaj več naredilo v Evropi, če ne bi bilo kaj preveč dežja tukaj v Domžalah. Pa s tem lestvico strelca se nikoli nisem obrenoval. Jaz sem bil igralec meri klubski, da za ekipo sem delal, dal sem v življenju
več asistenc kakor golov, tako da s tem se res nikoli nisem, niti v slovenski ligi sem med prvih 5 strelcev, pa sem igral mogoče 5-6 sezon samo, se nisem s tem ukvarjal, razigral sem veliko igralcev, hvala Bogu, da prehitevajo mladi, vse na njih svet stoji, tako da nisem imel problema s temi statistikami. Mladinski pogon Domžal in vse selekcije so že dolgo časa na dobrem glasu. Vidi se, da so kvalitetni trenerji, da se dobro dela. Mogoče treba še kaj dodati. Zadnje čase, mogoče zadnje 2 leti, mogoče malo padali v nekih mlajših selekcijah, to, kar jaz spremljam, ker imam tudi svoje otroke, pa hodim po vseh teh tekmah od U7 do U15. Tako da, ampak zdaj mislim, da je to glavno merilo, da imaš dobre selekcije, mladinci pa kadeti so vedno na nivoju, mislim, da je to da mora biti fokus na teh mladih in da se z mladimi igra, tudi če včasih ne gre rezultat, pa članih, mislim, da treba uveljavljati mlade. Kako doživljajo igralci te mlajši, gledam malo zdaj drugače. Mislim, da so in pozitivne in negativne. Zdaj mladi imajo veliko bolj pozitivno, razmišljajo več za sebe, več je teh dodatnih treningov, več posvetujejo temu, ker danes je nogomet, fizika in res samo tisti, ki se orenk odrekajo in tisti, ki dajo vse nase, grejo eno stopničko više ali pa v tujino ali pa nekaj naredijo iz sebe. Glede pristopa na igrišču se mi pa tako zdi, da je malo bolj vse, kakor da more biti na igrišču in da to ni te prave želje, kakor smo jo mi prej imeli. Mi, ko smo prej imeli, smo to sfajtali in ni tako izgledali monotono, ampak se je videla neka večja želja, pa to, mogoče smo bili malo manj profesionalni kakor oni, ker tudi takih pogojev, ko smo mlajši bili, nismo imeli, ampak zdaj pa mislim, da te mlade selekcije imajo vse, so zelo pridni, zelo delovni, ampak da tega enega žara pa manjka na igrišču. Ermin Rakovič je trenutno trener NK Ljubljane. Začel sem mogoče malo prepozno s trenerstvom, ampak sem se nekaj časa lovil okoli, tako da sem se odločil na najmanjšo stopničko, da začnem in da bom vsako leto stopnjeval, da bom čim več izkušenj zbral trenerskih, ker to ni isto trener in igralec, tako da bom enega dne bil tudi trener NK Domžal. Ermin, mi verjamemo, da boš tudi kot trener uspešen. A sem že povedal, da za veselje skrbi naš mladinski pogon. Ravno nasprotno od članske ekipe gre kadetski in mladinski ekipi odlično v lovu na ponoven nastop v mladinski ligi prvakov. Ta vikend so kadeti s kar 5-0, mladinci pa 4-0 premagali Dravo. 4 kroge pred koncem prvenstva so mladinci na pragu osvojitve novega naslova, saj imajo 11 točk pred najbližjimi zasledovalci. V skupnem seštevku kadetov in mladincev pa 8 točk prednosti. Za vse tiste, ki tega ne veste, v mladinsko ligo prvakov se ne uvrsti najboljša mladinska ekipa v državi, ampak klub, ki ima v seštevku rezultatov kadetske in mladinske vrste največ točk. Nič čudnega torej, da je pomočnik trenerja mladinske ekipe popularni Juninho ves čas nasmejan. Več bo pa kar sam povedal. Moram biti zadovoljen res. Do zdaj kapa dol fanti, vse gre po načrtu. Imamo še 4 tekma, pomembna tekma, ampak imamo dosti prednost. Ampak ni še konc, tako da moramo delati do konca. Glede skupna lesta, tudi smo zadovoljni, ampak bo kar zanimivo do konca. Ima še 2-3 ekipa, ki so izraven nami. Jaz mislim, da bo borba, ampak verjamem v kadeti, verjamem v mladinci, vsi te igralci in mislim, da na koncu lahko se veselimo. Simpatično je poslušati to brazilsko slovenščino, kaj ne da? V nogometnem klubu Domžale pa imamo tudi novega slavljenca. V preteklem krogu je 150. nastop v dresu našega moštva zabeležil kapetan Senijad Ibričić.
Ibro, hvala za vse nogometne umetnije in uživaj še na teh tekmah do konca prvenstva. Saj vem, nekateri ste vztrajali do konca samo zaradi nagradne igre. Tokrat nagrado podarja domžalski klub Blue Note. Imenitne koncerte pripravljajo in eden izmed vas, ki bo pravilno odgovoril, bo prejel 2 vstopnici za koncert po izbiri. V mesecu maju prihajajo Hall of Fame kitarist Norman Biker, stand-up mojster Tadej Toš, pa Tadej Tomšič Jazz Institution z Nuško Drašček, Zoran Predin in Šukar, Moonlight Sky in Mi 2. Tokrat je vprašanje za 2 vstopnici za koncert v Blue Note postavil kar naš amigo Žuninjo. Zdaj pa nagrado vprašanj. Kateri igralec v NK Domžale je osvojil vse lovoriko za NK Domžale? Madonca, tako rad bi vam pomagal, gre torej samo za enega igralca in morda je to The Man himself. Ups, več pa ne smem povedati. Pravilni odgovor zapišite pod objavo oddaje na našem Facebook profilu. Hvala, ker ste zdržali do konca in seveda vabljeni na domžalski stadion to nedeljo ob 17:30, ko v goste pride nogometni klub Aluminij. Se vidimo!